Lepo pozdravljeni, drage prijateljice in prijatelji. Zbiramo se za zaščito čiste pitne vode, največje vrednote. Zbiramo se tudi za zaščito stare Ljubljane in kulturne dediščine. In zbiramo se tudi zato, da bi vsi državljanke in državljani, občanke in občani Ljubljane imeli svojega zdravnika. Kot veste, več kot 35.000 Ljubljančank in Ljubljančanov nima svojega osebnega zdravnika. Dobrodošli na 18. velikem shodu pred Magistratom. Najprej pa navodilo, tako kot zadnjič, vsi 2 koraka naprej. Vsi 2 koraka naprej. Tako, da smo bolj skupaj. Najprej tista informacija, ki vas prav gotovo vse najbolj zanima. Ali smo tudi v tem mesecu uspeli obvarovati čisto pitno vodo? Z velikim veseljem vas obveščam, da ja, voda še ni zastrupljena, Janković še ni izgradil in zagnal nevarnega, nezakonitega in protiustavnega kanala C0 njegovega drekovoda. To je v veliki meri tudi naša zasluga, ki se mesec za mesecem zbiramo tukaj. Hkrati pa tudi zasluga vseh, ki že 10 in več let delajo, garajo in se borijo na terenu, da Janković še ni tega naredil. Prav tako naši pravni ekipi. Vsem lepo prosim, zaploskajmo in čestitajmo. Takoj zdaj na začetku vas bom še enkrat obvestil, da se tamle na desni strani zbirajo podpisi za civilno inicijativo za zaščito stare Ljubljane pred gradnjo nevarne, ogromne podzemne garažne hiše. Podpise bomo zbirali tudi med shodom, posebej pa seveda tudi po shodu, tako da kdor želi bolj zbrano spremljati program, lahko počaka, ker bo lahko podpisal tudi po shodu, kdor pa želi, pa lahko gre tudi sedaj podpisati. Spravi na moji desni boste najdli 3 mesta, kjer se podpisujemo. Vsem, ki ste že podpisali, hvala lepa, vsem, ki še boste, pa hvala lepa vnaprej. Na levi strani pa so predstavniki demokracije, ki pa imajo že knjigo Budnica od Janeza Janše, najnovejšo, tako da kdor želi najnovejšo knjigo Janeza Janše, je tamle na levi strani. Z velikim veseljem sem vam povedal, da smo v tem mesecu uspeli obvarovati čisto pitno vodo. Hkrati pa vam moram pošteno povedati, da se stvari zaostrujejo. In sicer, Špela Knez, uslužbenka upravne enote Ljubljana, je za 4. decembra sklicala ustno obravnavo stranskih udeležencev v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za zadnji del drekovoda oziroma kanala C0. Ta ustna obravnava je zaključni del, eden zadnjih korakov pred izdajo gradbenega dovoljenja. Ta ustna obravnava je v celoti sklicana nezakonito in je ne bi smelo biti. Vendar, Špela Knez jo je vseeno sklicala. Zakaj je ta ustna obravnava nezakonita? Zato, ker se ta ustna obravnava, kot rečeno, skliče na koncu, ko so izpolnjeni načeloma že vsi pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja in je potrebno pridobiti samo še mnenja mejašev oziroma drugih, ki so lahko stranke v postopku. Zdaj vam bom pa povedal, kateri vse formalni razlogi v tem primeru niso izpolnjeni in zakaj je ta ustna obravnava v celoti nezakonita. Prvič, mestna občina ni lastnica oziroma nima pridobljene služnosti za graditi cesto ali kanalizacijo, oziroma nima pridobljene služnosti za traso, kjer hočejo zgraditi kanalizacijski kanal C0. Kaj to pomeni? To je nekako tako, kot če bi, na primer, vaš sosed po vašem hotel zgraditi cesto ali kanalizacijo, pa mu vi ne bi dali služnosti. In bi se upravna enota delala, kot da jo ima. Čeprav bi vi ves čas govorili, nima je, nisem dal služnosti.
Ampak, kot rečeno, upravna enota se dela, kot da so izpolnili vsi pogoji. Se pravi, Mestna občina Ljubljana nima pridobljene ne lastninske, ne služnostne pravice za graditi drekovod na tem zadnjem odsegu. Pa kljub vsemu zaključujejo postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Druga zadeva. Upravna enota Ljubljana sploh ni pristojna za izdati to gradbeno dovoljenje. In sicer, to gradbeno dovoljenje bi se moralo izdati v tako imenovanem integralnem postopku, v katerem se skupaj z gradbenim dovoljenjem izda tudi okoljevarstveno soglasje. Ampak to gradbeno dovoljenje v tako imenovanem integralnem postopku ne izdaja upravna enota, ampak ministrstvo. Se pravi, drugi razlog, zakaj je ta sklic ustne obravnave nezakoniti, zakaj upravna enota tega gradbenega dovoljenja sploh ne bi smela obravnavati, ampak zadevo takoj predati na ministrstvo. Tretja zadeva. To gradbeno dovoljenje hočejo izdati na podlagi nepravnomočnih sklepov, se pravi sklepov, ki ne veljajo. Kot veste, smo se že večkrat tukaj pogovarjali, da je Agencija za okolje v letih 2015 in 2016 izdala 2 sklepa, da ni potrebno opraviti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Ampak ta 2 sklepa nista pravnomočna, ker na njih teče tožba. Se pravi, ne morata biti podlaga za izdajo kakršnega koli gradbenega dovoljenja. In kot veste, večkrat smo tudi na teh shodih govorili, da je zadnji dan, zadnje dni, decembra lansko leto, magistr Tina Sršen izdala nezakonito odločbo, da prav tako ni potrebno okoljevarstvenega soglasja in presoje vplivov na okolje. Tudi ta odločba je na sodišču in ni pravnomočna in ne more biti nikakršna podlaga za izdajo kakršnega koli gradbenega dovoljenja. In še naslednja zadeva, kot veste, povedali smo tudi na teh naših shodih. Tina Sršen ni imela pooblastila, ni imela prave izobrazbe, da je izdala to odločbo in ni nikoli opravljala izpita ISUP, ki je pogoj za izdajo te odločbe. Se pravi, tudi ta njena odločba je v celoti nezakonita in ne more biti nikakršna podlaga za izdajo kakršnega koli gradbenega dovoljenja. Kljub vsemu, kot rečeno, je upravna enota Ljubljana za 4. decembra sklicala ustno obravnavo stranskih udeležencev. Pravnik je zahteval naš odvetnik oziroma odvetnik lastnikov je zahteval preklic te ustne obravnave, ker je v celoti nezakonita. In če Špela Knez oziroma upravna enota Ljubljana te ustne obravnave ne bo preklicala, vas že sedaj vse lepo prosim, da se 4. decembra ob 9. zjutraj množično zberemo pred upravno enoto Ljubljana na Linhartovi cesti 13. Tam se bo odločalo o usodi kanala C0, o usodi naše pitne vode in o usodi našega zdravja. Zato je pomembno, da smo tam in da tako Špeli Knez, kot v celotni upravni enoti Ljubljana povemo, da naj ne delajo nezakonito. Ker če bodo delali nezakonito, kljub temu, da se danes bojijo Jankovića, bodo enkrat slej ko prej za to odgovarjali. Se pravi, drage prijateljice in prijatelji, lahko se zgodi, da se ne bomo naslednjič srečali šele 16. decembra tukaj pred magistratom, ampak upam, da se množično srečamo, če ne bo preklicana ta ustna obravnava, že 4. decembra ob 9. uri na Linhartovi 13 pred upravno enoto, to je bivša upravna enota Bežigrad. Se pravi, lepo vas prosim, zapišite koledar, da se ne pozabi, ker pomembno bo, da bomo tisti dan tam. Sedaj pa sem zelo vesel, da lahko spet med nami pozdravim Braneta Grada, dolgoletnega borca za čisto pitno vodo, ki bo povedal nekaj novih stvari, ki so se v tem mesecu nabrale. Prosim, Brane. Lepo pozdravljeni. V bistvu nova stvar je poleg te razprave razpisane 4. decembra samo to, da imam zadnjič sem vam govoril, da v tako
ekološkem projektu, kot je C0 kanal, ne bi bilo treba, v narekovajih seveda ne bi bilo treba vseh, ki kaj podpisujejo, skrivati in kako so skrivali. Nazadnje smo dobili imena preko pooblaščenke, imena tistih dveh, ki sta vodila postopek pri Tini Sršen, ki ga je sekretarka, ki ga je potem podpisala. Potem, ker smo preko pooblaščenke dobili ta imena, je pa MOPE, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, dalo tožbo pooblaščenki javnega značaja in na upravno sodišče in zdaj imamo tukaj že sklep in ga bom prebral. Sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije, višja sodnica magister Nadja Marolt je v upravnem sporu tožeče stranke Republika Slovenija, ki jo zastopa Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, zoper toženo stranko Republika Slovenija, ki jo zastopa informacijski pooblaščenec, ob sodelovanju stranke z interesom Ministrstva za javno upravo in Inšpektorat za javni sektor, o tožbi zoper odločbo informacijskega pooblaščenca številka 090-248/2024/5 z dne 31.7.2024 in o predlogi za izdajo začasne odredbe dne 9. oktobra 2024 sklenilo. Tožba se zavrže. To pravi, upravno sodišče je zavrglo tožbo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Drugič, predlog tožeče stranke za izdajo začasne odredbe se zavrže. In tretjič, tožena stranka sama trpi stroške postopka. Glejte, Inštitut pooblaščenke informacij javnega značaja je demokratični standard Evropske unije za lažji nadzor civilne družbe nad oblasti na vseh nivojih. Zato je najprej skrivanje ljudi, kateri vodijo postopke in potem še tožba proti pooblaščenki informacij javnega značaja nedemokratično delovanje ministrstva pod vodstvom ministra Bojana Kumra. Kako smo hitro odstopili od cen električne energije, od raznih bojlerjev in grelcev, od referenduma za JEK2, ne znamo pa od kanala C0, ne glede na to, da je Državni zbor Republike Slovenije že jeseni 2019 glasoval 67 proti 0 proti C0 kanalu na podtalnici vodonosnika Ljubljanskega polja. Finska država ima 5000 večjih in manjših zaklonišč in podzemnih rezervoarjev za pitno vodo v slučaju vojne. Kljub izredni vodnatosti Finske. Zaradi varovanja in obrambe podtalnice je vojska JLA s svojimi generali preprečila priklop Gorenjske avtoceste na cestni obroč Ljubljane na območju ljubljanskega vodonosnika. Gorenjska avtocesta je morala nato skozi Šentviški predor, cena predora pa je od začetnih dobrih 90 milijonov zrasla proti 150 milijoni. To se pravi, 150 milijonov smo že enkrat ta naša družba dala davkoplačevalskega denarja za obrambo podtalnice, ki jo zdaj nekdo hoče uničiti. Kaj pa dela? Kaj pa dela generalštab Slovenske vojske danes? Kako bo Slovenska vojska obranila Slovenijo v primeru vojne, če v miru ne more obraniti čiste pitne vode za glavno mesto te države? Ta obramba ni odgovornost samo nas lastnikov zemljišč in podpisanih zdravnikov Kliničnega centra in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, temveč je odgovornost vseh, posebej še aktualne državne in občinske oblasti, vseh parlamentarnih strank skupaj s predsedniki, molk slednjih je zelo zgovoren. Ukrepati je potrebno takoj, rdeča črta
je že prestopljena z napovedjo javne razprave za izdajo zadnjega gradbenega dovoljenja 4. decembra. Upam, da se tam srečamo. Lep pozdrav. Hvala lepa, Brane Grad, za te besede, še bolj pa za vse, kar delaš v vseh teh letih. Še enkrat povem, da na moji desni zbiramo podpise za ustanovitev civilne iniciative za zaščito Stare Ljubljane pred nevarno gradnjo ogromne podzemne garažne hiše, ki bi ogrozila oziroma uničila velik del tega dela Stare Ljubljane okoli Stolnice, Plečnikovi tržnici, vseh drugih znamenitih stavb, ki so v tej okolici. Tako da vsi lepo vabljeni, da že sedaj med shodom podpisujete, vsi, ki ste že podpisali, hvala lepa, tisti, ki pa še boste, pa tudi vnaprej hvala lepa. Seveda, kdor želi zbrano spremljati shod, bo lahko podpisal tudi po koncu. Zdaj pa k besedi vabim Aleša Hojsa. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lepo popoldne. Začnem tam, kjer je Aleš nehal. Torej, civilna iniciativa za ohranitev centralne tržnice v Ljubljani obstaja že vrsto let. Vodijo Marinka Kurilič in že vrsto let se trudi za to, da tržnica ostane kot je, predvsem pa, da ne uničimo tako pomembnega kulturno-zgodovinskega spomenika, kot je Ljubljanska stolnica, Ljubljansko semenišče, freske v teh dveh čudovitih objektih in ne nazadnje, da ohranimo tej tržnici dušo. Zato boste vsi, ki ste, nekateri smo to že storili, danes podpisali ta podpis, dodali ta podpis, to civilno iniciativo zgolj razširili in pomagali k njenemu uspešnemu zaključku. Vsi Ljubljančani bi morali to storiti, tako je, gospa. No, tako kot so razpisali javno obravnavo, sočasno za Ljubljansko tržnico, ravno v teh dneh razpisali tudi javno predstavitev dokumentacije, ki je na razpolago na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Piše javna razgrnitev prenove Ljubljanske tržnice. Zdaj, če smo čisto natančni, bi se ta projekt moral imenovati javna razgrnitev dokumentacije izgradnje parkirne hiše za potrebe hotela Kresija, ki si ga od nekdaj želi Zoran Janković. Ne gre za prenovo Ljubljanske tržnice, spoštovani. Nikakor ne gre za prenovo. Več 10 let nazaj je v podjetje, v katerem sem delal, prišel nekdanji minister za zdravje, en večjih barabinov našega časa, gospod Miklavčič. Želel je kupiti tisto stavbo na oni strani NIJZ-ja, torej tam, kjer je lekarna, zato da bi preselili mestno upravo in, tako kot je še zdaj načrt, v Kresiji oziroma tukaj na Mačkovi zgradili hotel. Prišel je zaradi česa? Prišel je po podkupnino. Povedal je, dajte mi 100 000 evrov, tudi je povedal, koliko v gotovini, koliko na račun in umaknemo pritožbo na gradbeno dovoljenje, ki ga je v tistem času iskal privatni investitor. Si morate misliti, tak človek je bil minister za zdravje v Republiki Sloveniji. Sam sem mu seveda povedal, da tako ne znam poslovati, odhitel do najbližje notarke, naredil notarski zapis in nestrpno čakal, kaj se bo zgodilo. In veste, kaj se je zgodilo? 2-3 zaslišanja sem opravil pri kriminalistih, čez nekaj let pa so to ovadbo zavrgli. Torej, prvorazredni imajo v rokah tako tožilstvo kot sodstvo. In zadnjič sem na tem zboru povedal, da poznam, da sem jih bral, prisluhe, kako so se dogovorili oziroma dogovarjali,
kako si bodo ljubljanski toplarni, energetika se imenuje danes, razdelili provizijo od nove plinske turbine, ki so jo, kot vem, že postavili. No, ne vem, če so si razdelili provizijo, kajti policija je opravila svoje delo in jih ujela v prisluhe, nedvomno pa so si razdelili enormne denarje, ki so jih dali odvetnikom za to, da jih sodišče in tožilstvo ne bi procesiralo. Več milijonov evrov je energetika zapravila za odvetnike. Zato, spoštovani, če vas doma zebe, se spomnite na energetiko, koliko denarja plačujemo za te odvetnike in prekleto vroče nam bo. Popolna svinjarija. Sem pa govoril z nekaterimi prodajalci, pridnimi kmeti na ljubljanski tržnici, ki se samo čudijo, kakšen projekt so naredili. Ne vem, če veste, danes ti ljudje pripeljejo s kombijem ali z osebnim avtomobilom svoje pridelke na tržnico, pripeljejo praktično do svoje stojnice, to razdelijo po stojnici, prodajo in potem v poznih popoldanskih urah odpeljajo. Po projektu gospoda Jankovića, torej še enkrat ponovim, gre za izgradnjo garažne tržnice za sen Jankovića, da bi tamle imel hotel, bo tako, pripeljali bodo z kombiji v prvo klet, tam bodo iz kombijev to naložili na vozičke, potem bodo z 2 dvigaloma to peljali na plato nič, z vozički odpeljali do skrajnega konca tržnice, naložili na stojnice, popoldne pa to proceduro ponovili. Torej, popolna neumnost. Kmetje, zdravorazumski kmetje, se zgolj čudijo, kako je mogoče, da kaj takega sploh idejno nastane. Naj ob tem spomnim na primer iz Štokholma. Tam so pred leti ravno tako ob neki pomembni vladni palači želeli zgraditi podzemno garažno hišo. Ko so ugotovili, da so tam neizmerno pomembni, atraktivni arheološki ostanki, so to preprečili. In danes je to eden najbolj obiskanih delov Štokholma, kjer si 100 000 turistov letno ogledajo, kakšno zapuščino so predniki, živeči v Štokholmu, zapustili današnjim rodovom. In povsem enako je tukaj. Pod tržnico imamo križni hodnik nekdanjega frančiškanskega samostana, imamo ostanke frančiškanske cerkve, imamo obrambni stolp. Vse to bi radi uničili. Spoštovani, temu se je potrebno na vsak način upreti in temu se bomo uprli. Je pa, spoštovani, iskrena zahvala, da prihajate na ta zborovanja. To zborovanje je eno od redkih mest, kjer lahko mnogi, tudi vi, izrazimo svoja jasna stališča. Ne vem, če veste, v mestnem svetu se tako imenovana koalicija, torej mislim, da jih ima nekaj čez 10 ali nekaj čez 20, ne vem točno, naštejem, svetnikov gospod Janković, pa ne 2-3 so od stranke demokratične prenove, oziroma kaj so zdaj že to, bivši komunisti, pa še nekaj levice je. Nihče od njih, razen levice, se v mestnem svetu ne oglaša. Oni so kot oni pajaci, veste, ko jim Janković pove, glasujemo za, a ja, smo se zmotili, ne, gospod župan, kako že, glasujemo za in dvignejo roke. Torej, v mestnem svetu razprave praktično ni. Jaz moram reči, da z velikim razočaranjem seveda povem to, da bomo imeli še nekoliko težje delo. Tudi 2 naša svetnika sta se odločila, da se pridružita tako imenovani Jankovićevi paradigmi. Izvoljena na listi Slovenske demokratske stranke, na tako visoka mesta jih je postavil Anže Logar, nažalost,
sta se odločila, da svojo politično pot nadaljujeta pri gospodu Logarju, kar z demokratičnega vidika ni nič narobe. Narobe pa je, če ob tem ne želiš prepustiti mandata, ki so ti ga zaupali občani in občanke, z glasom za Slovensko demokratsko stranko. In tega, spoštovani, ne želita. Celo več. Slovenska demokratska stranka je povedala, da jih želi zamenjati v posameznem odboru mestnega sveta, kjer delujeta, in glej ga čuda, s glasovi Jankovićeve liste ostajata na svojih mestih. Neverjetno. Torej, spoštovani in spoštovane, na nas je, da zaustavimo projekte, ki so temu mestu škodljivi. Danes zjutraj sem se preko maila, vse vabim, naredite isto, gp, glavna pisarna, MNSV, torej Ministrstvo za naravne vire in prostor, gp.mn, poglejte, no, Ministrstvo za naravne vire in prostor, afna.gov.si, prijavite se na ogled dokumentacije za prenovo izgradnje javne garaže za potrebe Jankovićevega hotela. Pojdite tja, poglejte si to, dajte pripombe, nasprotujte temu in skupaj bomo zmogli. Vsem skupaj eno lepo jesensko, pozno jesensko popoldne želim in seveda živela Slovenija, živela Ljubljana. Hvala lepa, Aleš Hojs. Mislim, da se moramo res tudi Bogu zahvaliti, da ob takem mrazu, kot je bil v zadnjih dneh, ob dežju, ki smo ga imeli nekaj časa nazaj, imamo na naših shodih, vključno za našim dnem, čudovito vreme. Hvala Bogu. Sedaj pa prosim gospod Marinko Kurilič, da gre tjale na desno stran, jo čakajo iz Planeteveja, bi radi eno njeno izjavo. Gospod Marinka, nisem vas videl, tako da sem izkoristil tole priložnost. Sam pa dajem kar takoj besedo Tini, doktor Tini Bregant. Najlepša hvala. Zelo sem vesela, da ste danes spet v takšnem številu. Pravzaprav ste izjemno številčni. Vaša vztrajnost, vaša marljivost je v resnici tisto, kar je delalo Ljubljano lepo. In sedanje vodstvo je tisto, ki Ljubljane ne dela več niti lepe, niti prijazne za nas, Ljubljančane. Zelo sem vesela tistega transparenta, ljudje rabimo zdravnike. Drži, zdravniki so steber zdravstvene oskrbe. Biti brez zdravnika morda ljudje ne vedo, dokler so zdravi. Ko pa zboliš, imaš pa samo eno željo, da bi ozdravel, da bi nekdo poskrbel zate. In če zdravnika ni, če sistem ne deluje, ostanemo dobesedno na suhem. To, kar nam sedaj vlada, ta dvoličnost, to, kako se delajo pravzaprav trapaste, ko se sprašujejo. Ja, bi se strinjala z vami, če ne bi oni ob tem živeli iz naših žepov. Vsak od nas plačuje, nekateri tukaj ste plačevali več kot 40 let za to, da bi imeli svojega osebnega zdravnika. In danes ga nimate. Kam je šel vaš denar? Kje je zavarovalnica z marmornatimi vhodi? Kje so naši vodje, ki se hodijo zdraviti v Švico in v tujino? In tja pošiljajo tudi nas. Mi ne bomo odšli v tujino. Mi smo rojeni tukaj in živimo tukaj in bomo živeli tukaj mi in naši potomci.
in ne damo naše čiste vode, in ne damo tržnice, in ne damo tistih ostankov, ki nas spominjajo, odkot izvirajo naše korenine. Naše korenine ne izvirajo nekje globoko v Balkanu. Ne, naše korenine so tu, na tem mestu. In tudi ne bomo dovolili, da z našim denarjem delajo tako, kot delajo. In veste, so zelo zviti, ker pravzaprav to je ves naš denar in s tem denarjem si oni postiljajo svojo prihodnost, hkrati pa kradejo prihodnost našim otrokom, našim potomcem, našim vnukom. Pomembno pa je vedeti, da zdajle po tej jeseni pride mrzla zima. In ko naši vodje zmedeno gledajo položnice in se sprašujejo, kdo je zapisal tak način obračunavanja omrežnine celo v uradni list, smo bili to mi? Mislim, da ne, da je stvar povsem jasna, kdo je to zapisal in sprejel. Ja, tako je, vendar z našim denarjem. Tisto, kar mene tolaži, je to, da pride pomlad. Je že prišla in bo prišla zopet. In če hočemo v pomladi nekaj narediti, moramo to narediti skupaj. Ne smemo se pustiti razdrobiti. Ne smemo se pustiti razklati. Ne smemo svojih ljudi soditi strožje kot svoje sovražnike. Razmišljamo o tem, kaj imamo skupnega, kaj so naše vrednote. Naše vrednote, ki so danes tudi tukaj. Človeško življenje, dostojanstveno v vsaki obliki, skrb za ranljive, skrb za čisto vodo. Želimo imeti javno zdravstvo, saj smo ga plačevali in ga še plačujemo. In hočemo imeti zdravnike, saj smo za to plačali. Hočemo imeti svojo državo, slovensko državo, za slovenskimi državljani. In nas bogati raznolikost. Raznolikost v starosti, raznolikost v zdravju, raznolikost v spolu. Različni smo si, ampak družijo nas naše skupne vrednote. In te vrednote so gotovo družina, domovina, naš dom, zdravje in tudi svoboda. Svoboda govora za vse. Najlepše se vam zahvaljujem za vašo vztrajnost, za to, da prihajate in še bomo morali prihajati, dokler se ta vlada in to vodstvo ne zamenja. Do takrat moramo pa držati skupaj, zdržati, res je, zdržati in podpreti eden drugega. Hvala. Hvala lepa, draga Tina. Zdaj pa z velikim veseljem med nami pozdravljam in vabim k besedi gospo Marinko Kurilič. To je gospa, ki bo vodila civilno iniciativo, ki jo pravkar ustanavljamo. Gospa Marinka, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Tomič. Pozdravljeni vsi skupaj. Že nekaj časa se nismo videli, ne? Ampak zdaj se je fajn, da smo skupaj. Ja, v redu. Ker imam omejen čas, aha, vsak malo drugače dela. Ker imam omejen čas, bom kar prebrala moj prispevek, ker sicer me bo zanesel in ne bom nehala. Ste kaj pomestili? Kolikor nam je znano v vseh teh 18 letih,
ni bilo izdelanih nobenih poglobljenih analiz in študij, ki bi dokazale potrebo po garaži na tem mestu, na Vodnikovem trgu. Ni bilo niti nobenega soočanja strokovnjakov, ki jih plačuje župan z našim denarjem, in neodvisnih strokovnjakov. Garaže ne potrebujejo niti prodajalci, tudi hladilnikov ne. Oni prodajajo vsak dan sveže pridelke. Če bi jih dali v hladilnik, bi bilo enako, kot da kupujejo v Mercatorju, v Lidlu, v Sparu in teh centrih. Pa še cenež bi bilo. Ampak za nas pa ne bilo to sveže, ne? Garaže ne potrebujemo niti kupci, ker gremo na plac, kot so rekli včasih stari Ljubljančani, peš, na plac gremo peš. Po eni strani se promet v centru ukinja, z gradnjo garaže v sami srčiki mesta pa bi privabili še več prometa z izpušnimi plini, in to pod prostorom, kjer se prodajajo sveži domači kmetijski pridelki, zelenjava in sadje. Tržnica ni le prodajni prostor. Na tržnici se tudi spontano sestajamo, lahko vsak dan in kadarkoli, med delovno pauzo, po službi, ali če imamo opravke na kakšnem uradu ali pa v kliničnem centru. In pri tem vedno vemo, da bomo srečali kakega prijatelja, znanca, sorodnika in tako naprej. To druženje ljudi je socialno in sociološko izredno pomembno. Mislim, da se strinjam. Kamorkoli bi se tržni prostor prestavil, tega sociološkega druženja ne bi bilo več in to ne bi bilo isto. Čez 5 let, ko naj bi bil projekt predvidoma končan, se vse to, kar nam je ljubo, ne bi več vrnilo. Nekateri prodajalci bi zavedno odšli, opustili kmetijsko delo ali pa našli drugje svoj prodajni prostor. Ne smemo pozabiti, da se od prodaje na tržnici preživlja okoli 500 družin. Če bi izgubili svoj prihodek, bi to za njih pomenilo veliko socialno krizo. Mi, ljudje, smo tisti, ki lahko predlagamo alternative. Če bi analize in študije res dokazale, da garaže resnično potrebujemo, obstaja možnost garaž v Grajskem hribu. Take načrte je izdelal še SCT. Veste, kdaj je to bilo? Tako garažo imajo pod trdnjavo v Salzburgu, Mozartovem mestu. Tudi v Salzburgu so s to garažo pod trdnjavo ohranili vse kulturne in zgodovinske znamenitosti. V svetu priznani arhitekt, inženir Milan Kovač, je povabil župana, da si ogleda garaže v Salzburgu. Župan se na to povabilo sploh ni odzval. V primeru gradnje garaž v Grajskem griču ne bilo potrebno izkopati gradbeno jamo. Tu na Vodnikovem trgu je zemljišče izredno občutljivo zaradi sestave tal in podvodnih tokov z Grajskega hriba. Na tem prostoru se nahajajo srednjeveške arheološke ostaline. Z garažo v Grajskem hribu bi tržnica ves čas nemoteno delovala, vse arheološke ostaline bi neokrnjene ostale na mestu v samem in ne bi bili ogroženi spomeniki državnega pomena in Plečnikove tržnice, ki so pod svetovno, to se pravi UNESCO-ovo zaščito. Plečnikove tržnice s kolonadami bi se z izkopom gradbene jame sigurno poškodovale in ne moremo predvideti, kako velika škoda bi nastala.
Plečnikova dela niso le ljubljanska znamenitost in dragocenost. Ker je Ljubljana glavno mesto Slovenije, je torej tudi to slovenska in zaradi UNESCO-ve zaščite tudi svetovna znamenitost in dragocenost. Poškodbe na tem Plečnikovem objektu, lahko rečemo stvaritvi, morda celo porušenje in uničenje le-tega, bi bila ne le ljubljanska, ampak tudi slovenska in predvsem svetovna sramota. Jaz sicer temu pravim barbarizem. Zakaj tako črno predvidevamo? Zaradi izkušenj. Pri gradnji garaž pod Kongresnim trgom je utrpela neizmerljivo škodo Uršulinska cerkev, ki je grajena na lesenih pilotih. Ti so stali pred izgradnjo garaž v podtalnici, sedaj pa so zaradi garaž, ki tvorijo jez, nekaj časa na suhem, nekaj časa v vodi. In zato, ker so leseni, ti piloti propadajo in gnijejo. In samo vprašanje časa je, kdaj se bo cerkev pogreznila. Mi imamo radi tržnico in vse to bogatstvo, ki so nam ga zapustili predniki, in hočemo, da se to ohrani. Župan se je odločil in mislil, da ima on prav in da ni treba nikogar vprašati in prepričevati. On to lahko naredi, misli, ne? Njemu so njegovi, sem taka kot on, ne sem rekla, ja, njemu so njegovi ljudje tako razložili. Ta investicija se po njegovem mora realizirati, ker je on tako odločil. Terorist! Nimamo nobenih varnih zagotovil glede navedenih poškodb. Naj pridejo strokovnjaki, taki, ki jih ne plačuje župan, z našim denarjem, še enkrat poudarjam. Naj pridejo iz drugih slovenskih mest in tudi mednarodno priznani, tudi iz tujine, ki bodo nepristranski in naj pripravijo projekt obnove tržnice brez garaž. Naj se uresniči za Ljubljano najboljši strokovno utemeljen predlog. Hvala lepa vsem. Hvala lepa, gospa Kurilič, se moram pogledati na uro, koliko je ura. Hvala lepa, gospe Kurilič, za te spodbudne besede, borbene besede, ki kažejo, da ne bomo pustili Jankoviću, da bo uničil staro Ljubljano. Zdaj mi pa dovolite, da še malo bolj razložim, zakaj je tako zelo pomembno, da vsi mi, ki smo danes tukaj, podpišemo izjavo o ustanovitvi civilne iniciative. In zakaj je pomembno, da to delamo še naprej, da se čim več ljudi pridruži tej civilni iniciativi. Ta civilna iniciativa bo namreč imela možnost sodelovati kot stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. In se bo lahko, če bo to nezakonito gradbeno dovoljenje izdano, tudi pritožila. In tudi naprej tožila vse do Evropskega sodišča za človekove pravice. Zato je tako zelo pomembno, da ustanovimo to civilno iniciativo in zato je tako zelo pomembno, da ima ta civilna iniciativa čim več članov in čim širšo podporo med ljudmi. Tako da danes, ko boste šli domov, nosite v srcu svojo obljubo, da boste čim več ljudi spodbudili, da se bodo pridružili tej civilni iniciativi. Zdaj pa seveda, ker če boste ljudi
spodbujali, da naj podpišejo, je prav, da slišite nekaj glavnih argumentov. Ti argumenti bodo seveda tudi objavljeni, ampak prav je, da jih tudi čim večkrat ponovimo. Se pravi, prvič, garažna hiša bi uničila kulturno dediščino tega dela stare Ljubljane, in sicer Ljubljansko stolnico in Bogoslovno semenišče, Plečnikove tržnice in druge zaščitene objekte. Kot veste, Plečnikova tržnica je dediščina svetovnega formata, zaščitena z UNESCO-om, stolnica in okolica pa je državni spomenik. Škode, ki bi nastale, bi bile težko ali celo nepopravljive, prav gotovo pa bi znašale milijonske zneske. Strokovnjaki različnih strok, arheologi, arhitekti, gradbeniki, geologi in etnologi nasprotujejo prenovi, izgradnji te garažne hiše, in sicer zaradi velike nevarnosti uničenja največjih znamenitosti Ljubljane, Slovenije in sveta. Od leta 2021 so Plečnikova dela zaščitena kot svetovna dediščina na UNESCO seznam. Z vpisom del Jožeta Plečnika se seznam svetovne dediščine je morala Slovenija sprejeti mednarodne zaveze, ki so zapisane v konvenciji. S tem projektom izgradnje ogromne podzemne garažne hiše se ta konvencija krši. Kot je omenila že gospa Marinka, teren pod Ljubljansko tržnico in ta del stare Ljubljane je izjemno geološko občutljiv. Tako zaradi vodnih tokov in podtalnice, kakor tudi zemljine grajskega hriba, ki že sedaj plazi. Ogromna betonska gmota garaže, ki bi delovala kot zajezitev te vode, bi povzročila nepredvidljive posledice v premiku tal, odziv tal na potres ter posledično uničenje znamenite zaščitene kulturne dediščine. Gradbeni posegi v območju stare Ljubljane so že poškodovali zaščitene objekte, in sicer Uršulinsko cerkev, gradnja, to je povzročila gradnja garažne hiše pod Kongresnim trgom, gradnja Mesarskega mostu. Si predstavljate, kako majhen gradbeni poseg je en sorazmerno lahek most čez Ljubljanico, ampak gradnja Mesarskega mostu je povzročila razpokanje fresk v Bogoslovnem semenišču. In izgradnja Roške ceste dol proti kliničnem centru je poškodovala freske v cerkvi svetega Petra, Jelovškove, znamenite Jelovškove freske. In v vseh teh primerih je Zoran Janković rekel, nič se ne bo zgodilo, garantiram, da bo vse ostalo tako, kot je. Nič ni ostalo tako, kot je bilo, stvari so se uničevale. Janković nas je trikrat naplahtal, da se ne bodo poškodovali in uničevali zgodovinska dediščina in kulturni objekti. Trikrat nas je naplahtal, četrtič se mu ne bomo več pustili. Janković pravi, da bi gradbišče gradnje podzemne garažne hiše trajalo 2 leti. Veliko večja verjetnost je, da bi to trajalo 5 let, kot je rekla gospa Marinka. In v tem času bi se na tem območju zvrstilo tisoče najtežjih gradbenih kamionov in druge gradbene težke mehanizacije, ki bi povzročali izjemno tresenje tal, ki bi že sama gradnja poškodovala okoliške objekte, kaj šele potem tržnica oziroma garaža z zajezitvijo vseh teh vod, o čemer sem prej govoril. Se pravi, že sama gradnja je problem na tem območju. In lahko rečemo, da je ta projekt izgradnje podzemne garažne hiše še eden v vrsti projektov v Ljubljani, ki jih vodijo pohlep, kapitalski in korupcijski interesi na škodo javnega interesa, javnega davkoplačevalskega denarja. To je naš denar, zato ne bomo dovoliti, da se z našim denarjem uničuje naša kulturna dediščina.
Vidite, drage prijateljice in prijatelji, to je bilo samo nekaj argumentov. Verjamem, da v naslednjih dneh, tednih in mesecih bodo strokovnjaki različnih strok predstavili še mnoge druge strokovne argumente in vaša naloga, naša naloga vseh nas je, da te argumente posredujemo naprej svojim prijateljem, sorodnikom, znancem, sosedom, jih povabimo k podpisu pridružitve k civilni iniciativi in da delamo vse, kar je v naši moči, da bo Ljubljana ostala taka, kot je danes, taka, kot jo imamo danes radi. In ena stvar ne mora biti popolnoma jasna. Zorana Jankovića moramo ustaviti mi. Ne bo. Če ga ne bomo ustavili, nam bo v svojem pohlepu zastrupil vodo, zrak in uničil staro Ljubljano in tega mu ne bomo dovolili. Drage prijateljice in prijatelji, tisti, ki še niste, glede na desni strani bo tudi po shodu možnost podpisati pristop k civilni iniciativi. Tamle na levi strani je prodaja Demokracija svoje izdelke, svoje knjige in revije. Vzemimo si, berimo, to so informacije. Če bomo gledali Pop TV, RTV Slovenija in tako naprej, ne bomo imeli pravih informacij. Pomembno je, da mi in da našim prijateljicam, prijateljem, sorodnikom, znancem povemo, da ne jemljajo informacije iz pravih virov, ker neprave informacije vodijo. In naša naloga je, da širimo prave informacije, zato je pomembno tudi, da prihajamo na te shode. Se pravi, dragi prijateljice in prijatelji. Samo eno informacijo. Še eno informacijo bi gospod Marinka povedala. Namreč, kdor ima Twitter, vsako sredo ob 8. zvečer bo pogovor med mano in Blažom in mano in vsak se lahko vključi v garaži pod tržnico. Sam toliko. Hvala lepa, se pravi, gospod Marinka, voditeljica civilne iniciative, napoveduje vsako sredo, ob kateri uri? Vsako sredo ob 8. zvečer na Twitterju bo imela debate. Vabim, da se ji pridružimo. Sicer pa, kot rečeno, če ne bo preklicana škandalozna ustna obravnava stranskih udeležencev v primeru kanala C0, vas že sedaj vabim 4. decembra, to bo sreda, sreda 4. decembra ob 9. uri na Linhartovo 13, to je bivša upravna enota Bežigrad. Sicer pa naš naslednji shod tukaj pred magistratom bo 16. decembra ob 2:30 tukaj pred magistratom, se pravi ob znanem času, na znanem kraju. Hvala lepa vsem, da ste prišli. Vsem želim srečno pot domov in pa veselo na delo, se pravi razširjamo vest o tem, kako škodljiv je kanal C0, kako škodljiva je garažna hiša pod Ljubljansko tržnico. Vsi, ki pa še niste podpisali, pa lepo vabljeni tukaj na desni strani, podpišete pristop k civilni iniciativi. Hvala lepa in srečno, se vidimo 16. oziroma 4. decembra.